Velijo se prevrli prsti in razbolila tlak ti. Od mokre in premrzle prvi, padajte tekle bez krvi. Reko bo noč razkrila krila, na vrhu pokaži mi dva. Spomni skotljivo zapisani, Dolino sončno potvorila naju spet, lev misli še bo klin pozvanjal, drhtela prsti gorski cvet. Se spet vrnila Boga v spino, saj srečna tukaj sva. Roki una pisi, navzgor strehom spinjala. Še z roko roki una pisi, navzgor strehom Spoštovane zadružnice, zadružniki, spoštovani visoki gostje, dame in gospodje. Dobrodošli na 43. letnem posvetu zadružnikov, ki poteka pod naslovom Spremembe na kmetijskih trgih in njihov vpliv na prihodnost zadružništva in podeželja. Začeli smo s pesmijo zapeto v izvedbi vokalne skupine Inspiritus. Naj za uvod predstavim še današnje delovno predsedstvo, sestavi Marjan Hegan, predsednik in člana Jože Bračko in pa Anton Kuzmo. Na tem mestu opravičujem dr. Miro Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije, ki se zaradi nepredvidenih službenih obveznosti v Bruslju danes tega posveta zadružnikov žal ne more udeležiti. Namesto njega pod njegovem imenu danes vse zbrane nagovoril Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zdaj k besedi vabim gostitelja današnjega srečanja, predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Liska. Spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki. En prav lep pozdrav vsem tukaj na tem že 43. posvetu Zadružne zveze Slovenije. Na začetku bi pa najprej čestital, danes je dan žena, iskrene čestitke vsem vam, spoštovane žene in matere. Torej res na ta dan nekako smo danes tukaj skupaj in res iskrene čestitke. Aplavz za vse naše žene tukaj. Naše srečanje v Portorožu je ponavadi kar bolj kot ne prazničnega značaja. Po eni strani seveda imamo pomembne strokovne teme, ki so seveda pomembne za vse nas. Po drugi strani je pa to tudi druženje. In to srečanje v Portorožu imamo kot kar nekakšen praznik. Tako kot če doma ali v domačem krogu organiziramo nek dogodek, je lepo, da povabimo goste. In če gosti pridejo, smo veseli. Torej, če bi povabili, pa nihče ne bi prišel, bi bilo žalostno na slovesnosti. In mi smo tudi danes povabili veliko število gostov in lahko rečem, da so se res v velikem številu odzvali in zato mi dovolite, da jih tudi prav lepo pozdravim. Najprej ministra za gospodarstvo, gospoda Zdravka Počivalška. Lep pozdrav.
Med nami je tudi gospod Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, magister Tanja Strniša. Lep pozdrav tudi gospodu Lisec Tomažu, predsedniku odbora za kmetijstvo Državnega zbora Republike Slovenije. Z nami so tudi poslanci Državnega zbora, gospod Simon Zajc, Bojan Podkrajšek, Vojka Šergan in Iva Dimic. Lepo pozdravljam vse skupaj. Povabili smo tudi pomembne goste iz tujine. Slovenija namreč vpeta v to skupno kmetijsko politiko in nekako smo poskušali povabiti in so tudi se našemu povabilu odzvali nekako tisti najbolj odgovorni. Najprej pozdrav Žibertusu Šiltusu, asistentu direktorja direktoratu DJ Agri. Lep pozdrav. Mogoče, če kdo ostane tudi, da vidijo, ker ljudje ne poznajo, kdo je kdo. Potem lep pozdrav mojemu prijatelju Tomasu Magnusonu, predsedniku Kodžeke Evropskega združenja zadrug. Pozdravljam dr. Aleksandra Bühla, člana uprave Bavarske zadružne zveze. Lep pozdrav gospodu Cvetku Zupančiču, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pozdravljam predsednico zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Anko Lipušček-Miklavič. Najavil se je tudi Franci But, pa ga ne vidim, ga ni. Prihaja? No, bomo pa potem pozdravili. Lep pozdrav gospodu Marku Zidanšku, predsedniku Slovenske ljudske stranke, sodelavci. Pozdravljam dr. Jožeta Podgorška, varuha odnosov verige preskrbe s hrano. Iz zamejstva je z nami gospod Franc Fabec, predsednik Kmečke zveze Trc. Lepo pozdravljen. In še en prav posebej lep pozdrav tudi našim prijateljem iz držav Zahodnega Balkana, s katerimi zelo dobro sodelujemo. Tu je kot predstavnica Zadružne zveze Hrvatske Ilda Stanojević, sodelavci. Ilda, kje si? Ildo že poznamo, verjetno, ne? Potem lep pozdrav predsedniku Srpske zadružne zveze Nikola Mihajlović, sodelavci. In pa tudi našemu dolgoletnemu prijatelju Radislavu Jovanovu, torej Zadružna zveza Vojvodine in pa vsem sodelavcem njegovim. Cilj in namen letošnjega posveta je, da nekako spregovorimo o aktualnem stanju v slovenskem kmetijstvu in pa tudi o evropskem kmetijstvu v teh spremenjenih gospodarskih razmerah. Takšen je tudi naslov. Politična kriza povzroča gospodarsko krizo, gospodarska kriza povzroča to, da so težave tudi v kmetijstvu, od ruske krize, severnoafriške politične krize, Daljni vzhod, Bližnji vzhod, težave so vedno večje, tudi ne vidimo kmalu izhoda vsega tega. Nažalost, največje breme vseh teh problemov nosi ravno kmetijstvo Evropske unije in s tem seveda tudi slovensko kmetijstvo. Slovensko kmetijstvo je še posebej prizadeto, kajti slovenska kmetija je v povprečju 5-krat manjša od povprečja evropske kmetije in v povprečju naše kmetije so nekako 85% v območjih z omejenimi dejavniki, tako da smo še toliko bolj občutljivi. Po drugi strani smo zadovoljni, da zadružništvo postaja vrednota v tej slovenski družbi. V evropskem prostoru je zadružništvo bila vrednota že desetletja nazaj. Pri nas pa, če se spomnimo tam v 90-ih letih, kako smo se zadruge borile za obstoj. Nekako nismo vedeli, ali bomo preživeli ali ne, ni bilo podpore ne javnosti, ne politike, ne medijev in res lahko smo ponosni, da smo vse to preživeli. Da zadruge danes kljub hudi globalni konkurenci, kljub izjemno neugodnemu okolju tukaj v slovenskem prostoru, smo uspele preživeti in tudi danes pokrivamo nekako 80% vsega inputa in outputa v slovenskem kmetijstvu. Pomembno je to, da se danes ustanavljajo zadruge na različnih področjih. Torej, ko nekdo govori o zadrugah v slovenskem prostoru, ponavadi vsi najprej pomislimo na kmetijske zadruge. Te smo res nekako najbolj obsežne, najbolj razvite. Me pa zelo veseli, ko v okviru te vladne skupine, ki jo je vlada ustanovila v začetku leta 2015, nekako videvamo veliko število mladih z drugih nekmetijskih področij.
Tudi na zadružni zvezi lahko rečem, da tedensko prihajajo mladi, ki se zanimajo, kako ustanavljati zadruge in mi pri tem tudi seveda z veseljem pomagamo. Tako da iz tega mesta se zahvalim Vladi Republike Slovenije, kajti po dolgih letih lahko rečem, imamo neko dejansko podporo in vidimo tudi nekako razvoj zadružništva. Torej, javno mnenje je pozitivno do zadrug, tudi mnenje medijev in pa tudi seveda lepo je tudi, da politika nekako načelno podpira, kar pa ne pomeni, da zdaj nam ne bo treba več delati. Mi moramo delati, trdo delati, vendar če pa politična volja, da se tudi določena zakonodaja pregleda, spremeni, seveda je pa tudi pomembno. Ta leta do sedaj smo bili priče, da je v zakonodaji, v glavnem, smo bile zadruge zapostavljene. Marsikdaj, ko bi morale kaj dobiti, pa nismo dobile. Zdaj se trudimo v tej smeri, da bi tako kot podobno imajo razvite evropske države, zadruge bile deležne tudi določenih pozitivnih zadev, sploh kar se tiče davčnih olajšav, kajti zadruge, jaz mislim, da vsi vemo, da so to neke vrste socialna podjetja in kot taka bi bilo prav, da imamo tudi neke davčne olajšave. S sprejetjem druge novele zakona o podpornem okolju za podjetništvo se je tudi stanje za zadruge nekoliko izboljšalo, še vedno, kot sem rekel, trudimo in borimo za oblikovanje ustreznega podpornega okolja za zadružništvo, smo na dobri poti, vendar nas še kar nekaj dela čaka. Omeniti moram zadružno revizijo. Zadružna revizija v krogu zadružne zveze odlično delovala, velika večina zadrug se je posluževala ravno naše zadružne revizije, čeprav ni bilo nujno. Zadruge ste se lahko odločale kakorkoli, vendar velika večina se odloča za zadružno revizijo, ker smo bili cenovno ugodni, ker smo bili korektni, ker smo zadeve temeljito pogledali in naši strokovnjaki so bili na voljo vam zadrugam tekom celega leta. Ne samo 14 dni revizija, potem zadruga plača, pa nas ni več. Kadarkoli je bil problem, so bili naši revizori na razpolago. In tu jaz mislim, da bi to neskladje bilo potrebno odpraviti in tudi nekatere težave, ki se v nekaterih zadrugah pojavljajo, tudi iz tega izvirajo, ker ocenjujemo, če bi bil pravočasno nadzor ali pa svetovanje, potem bi tudi se kakšnega problema prej izognili. V tem času, v tej prvi polovici leta je pred nami kar nekaj pomembnih razpisov z programa razvoja podeželja, verjetno bo gospod minister Dejan Židan o tem kaj bolj pozorno spregovoril. Jaz bi opozoril na tiste probleme, na katere smo kot zadružna zveza opozarjali. V tem novem programu razvoja podeželja 2014-2020 smo videli, da so nekako prizadete male hribovske kmetije. Glejte, mi, kot sem že prej povedal, slovenska kmetija je toliko manjša, kmetje delajo v težjih pogojih. Ena kmetija 50-15 hektarska v hribih, torej če ne bo deležna neke podpore, vprašanje, če bo preživela. To, da pa bo mlajša generacija, tako kot je starejša generacija, iz ljubezni do zemlje, iz nekega odnosa do svojih prednikov obdelovala tiste hribe, če od tega ne bo imela nič ali pa izgubo, je pa težko pričakovati. In zdaj tisti čas, kjer smo tudi neke spremembe potem v dogovoru z ministrstvom uspeli nekako dogovoriti, to je zdaj posredovano v Bruselj, jaz upam, da bo to tudi sprejeto, pač neke podpore po hektarju travinja za hribovske kmetije, da bi tudi te hribovske kmetije tudi prišle na kakšen razpis, da bi se lahko prijavile. Tudi ne vem, če nekdo, velike ravninske kmetije so bile mnogokrat deležne raznih podpor, te male kmetije niso nikoli bile, ker je vedno bilo rečeno, ekonomska računica se ne izide. Jaz pravim, če se ekonomska računica izide, se pol ne rabim, pol ne rabimo mi tega. Ravno tam je problem, ker ekonomska računica ne kaže pozitivnega rezultata. Tako da tu smo, mislim, da z ministrstvom dobre zadeve dogovorili, samo potrebno je to, da na ravni Evropske unije, da je to tudi sprejeto. Lansko leto je bilo, kar se tiče vremenskih pogojev, odlično. Takega leta že dolgo ne pomnimo, za katerokoli področje kmetijstva gledamo. Kar se tiče pa cen, pa take katastrofe še nismo doživeli. V tako kratkem času tako obupno velik pade cen mleka, mesa in vseh ostalih proizvodov. Tudi podpore tega več ne more nadomeščati. Dotaknil bi se mleka mogoče. Če ne bo tukaj neke jasne vizije tudi v okviru Evropske unije, se bojim, da bodo te hribovske manjše kmetije prenehale s proizvodnjo mleka. Slovenija je pa seveda glavno je travinje, glavna je proizvodnja mleka in ne spomnim se kmetije, kjer so krave šle hleva, da bi potem še enkrat prišle nazaj. Jaz se ne spomnim, če kdo ve, me naj spomne, ker to je nepovratni proces in zdaj je še čas, da tukaj kaj napravimo.
Kljub vsem tem kriznim zadevam lahko rečem, da smo slovenske zadruge v povprečju nekako dosti ugodno poslovale, večina zadrug posluje pozitivno. Zdaj za 2015 še nimamo popolnoma verodostojnih podatkov, ampak ocena je, da smo, kar se tiče višine prometa, nekje na ravni 2014, kar smatram kot uspeh, glede na padec cen mleka, padec marž, glede na manjši zaslužek zadrug. Torej, če je nizka cena mleka, kmet komaj poplača položnice, tiste osnovne stvari, ni denarja za nabavo nekih drugih stvari. Zato ocenjujem, da smo zadruge kljub tem težkim razmeram dokaj dobro poslovale. Seveda moram pa opozoriti na medsebojno sodelovanje zadrug. Mi smo kot Zadružna zveza v preteklosti že kar nekaj projektov dali na mizo. Vendar je tako med nami zadrugami je tako, ko nam gre relativno v redu, ne rabimo nobenega, smo sami sebi zadosti. Takrat, ko je kriza, potem nekako nas prisili, da se malo bolj povezujemo. Mi smo torej v preteklosti, kar je bilo teh kapitalskih povezav, kar nekaj smo jih uspešno izpeljali, potem se je to nekako ustavilo. Kar se tiče povezovanja blagovnih tokov, imamo nekaj večjih zadrug, ki so nekaj uspele. Ne bi zdaj poimensko katere zadruge našteval, da ne bi se kdo čutil zapostavljenega. Ne vem, ena večja zadruga na področju mineralnih gnojil, semenskega blaga, druga na področju recimo gradbenega materijala. Večkrat sem poskušal tudi te večje zadruge nekako skupaj za isto mizo, pa da bi te blagovne tokove nekako prepletli, vendar nekako, kot sem rekel, dokler mi ne gre preveč hudo, bom jaz raje sam, tako pač je to razmišljanje. Smo pa nekako tudi v tem vidu, nekaj let nazaj preko Deželne banke nekako se odločili, da gremo v prevzem Semenarne Ljubljana, kot nekega podjetja z neko dolgoletno tradicijo, letos praznuje 110 let, to je mogoče neka simbolika. Vi se spomnite zadružne kmetijske družbe, ki je dosegla lepe uspehe, potem prišla v težave in tisti zadnjo delovanje, kar je bilo, je potem šlo kot rodovita v Semenarno. Semenarna je pod tujim lastništvom, glavno so italijanski lastniki in pa KD Group, zašla v izjemno hude težave. Takrat je bila varianta torej ali stečaj ali poskušamo reševati. Odločili smo se v okviru banke, da poskušamo reševati. Po 2 letih ugotavljamo, da Semenarna že pozitivno posluje, poslovanje zadrug Semenarna se povečuje in v Semenarni vidimo lahko neko novo jedro povezovanja slovenskih zadrug. Seveda ne moramo pričakovati, da bo to od danes do jutri, od letos na drugo leto vse skupaj uspelo, čutimo pa, da zadruge vedno bolj Semenarno Ljubljana jemljajo kot svoje podjetje. In zdaj, če pogledamo 350 zadružnih trgovin, kmetijske, tehnične, živilske, na eni strani, na drugi strani 40 trgovin Semenarne, se mi zdi to res že en tak sistem, ki je prisoten praktično v vsaki slovenski vasi. In tu na tem bomo gradili, imamo pripravljene že konkretne projekte in bomo v čim krajšem času tudi se usedli skupaj in dali zadeve na mizo. Torej, s tem bi želeli vzpostaviti eno res tako globalno trgovsko mrežo. V nadaljevanju želimo vzpostaviti zadružno blagovno znamko. Ko se peljemo po Nemčiji, pa vidimo trgovine Raiffeisen pa Raiffeisen znak, pa vidimo, da smučari nosijo nekateri na čeladah te znake in delajo reklamo za Raiffeisen sistem, vemo, kaj to pomeni. Mi smo že 12 let nazaj imeli na mizi predlog ene celostne blagovne znamke slovenskega zadružnega sistema, ampak nekako takrat ni bilo prave volje, da bi se tega podstopili. Mogoče je zdaj čas in trenutek, da to začnemo, da vzpostavimo zdaj tudi, ko vidimo, da hrana postaja neka vrednota, da slovenski potrošnik išče slovensko hrano in če kdo smo slovenske zadruge tiste, ki lahko zagotavljamo, da prodajamo kvalitetno slovensko hrano. Nobena v naših zadrug ne hodi čez mejo kupovati robe in jo voziti v Slovenijo. Torej 80% vsega, kar se tukaj proizvede, odkupimo mi in seveda, če bomo znali to potrošniku povedati in pa prek pravilne promocije tudi predstaviti, sem prepričan, da bo potrošnik to kupoval. Zadnje tedne sem bil praktično skoraj v vseh vaših zadrugah na upravnih odborih s predsedniki, direktorji in ponekod je nekaj skepse glede promocije in pa seveda posod je izpostavljena problem cene mleka in mesa. Danes država ne more zapirati meje. Edino za promocijo lahko mi potrošnika prepričamo, da bo iskal in kupoval slovensko blago. Kaj napravi promocija, lahko vidimo na primeru paradižnika Luž, ta primer rad dam za primerjavo, ker je za primerno promocijo in pa vse tudi kvaliteto bila dosežena 2-krat višja cena kot za katerikoli drug paradižnik. Seveda ne delam si iluzije, da bomo mi na vseh drugih področjih uspeli doseči 2-krat višjo ceno.
Strokovna ocena pa je, da lahko pa 20 do 30% višjo ceno pa dosežemo, če mi potrošniku povemo, gledajte, to je slovensko, domače, ta solata je bila včeraj na njivi, danes je tukaj na krožniku. In na tem mislim, da moramo delati in tudi z tega mesta bi rekel res, da dajmo sprejeti, torej zakon je sprejet, mislim, da je dober zakon, nekaj bo treba prispevati, pol bo dala država in tukaj mislim, da je lahko neka zgodba o uspehu, saj hrane imamo v Sloveniji, mi lahko praktično vse prodamo tukaj, razen mleka, mogoče jajc, perutnine, ostalo lahko prodamo tukaj, če bomo potrošnika v to prepričali. Na drugi strani je pa tudi pomembno to, da vsi trgovci v Sloveniji danes govorijo, da imajo slovensko. 5, 6 ali pa 10 let nazaj nihče ni govoril slovensko. Danes vsi, Tuš, Mercator, ne vem, Spar, Lidl, Hofer, vsi. Ali je to res slovensko ali ni, pač je treba vedeti. Tu je treba pač z ministrom se dogovarjamo, kako bo treba te zadeve nadzirati. Torej, zdaj to vprašanje, če je neko tele bilo skoteno v Romuniji, zaklano v Avstriji, potem pri nas pa piše slovensko. In so take problemi, ki jih moramo na nek način razrešiti in potrošniku pravilno nekako povedati. Danes popoldne podpisujemo tukaj Zadružna zveza in pa poslovni sistem Mercator, sporazum o krepitvi sodelovanja in podpore slovenskemu kmetijstvu. Lansko leto smo celo leto vodili Zadružna zveza trda pogajanja vsemi večjimi trgovci, Tuš, Mercator, Spar. Z Mercatorjem smo nekako najbolj prepleteni. Takrat, ko je bila menjava lastništva, je bilo zelo sporno, ali bomo še ali ne bomo delovali. Potem se je v drugi polovici leta so se pogajanja obrnila v boljšo smer, dosegli smo dober konsens tako na področju franšize, kot tudi glede odkupa sadja in zelenjave, tako da tu vidimo velike možnosti, zavedamo se, da smo partner v verigi in da moramo sodelovati. Dejstvo je, da glede na to, koliko hrane zadruge odkupimo, tudi če bi mi trgovine vse povezali, mi sami tega ne moramo prodati in smo vezani na velike trgovske sisteme in v tem smislu pač bomo, torej z Mercator ena zgodba, z ostalimi trgovci pa tudi lahko rečem, da imamo zdaj neke korektne dogovore. Torej, slovenska lokalno predelana hrana postaja vedno bolj prepoznavna. V mnogih zadružnih trgovinah, ko grem, vidim, imate te kotičke za domačo hrano, potem tudi v Kalija trgovinah od semenarne tudi te kotičke postavljamo, ljudje radi kupujejo to blago, čeravno je nekoliko dražje, tako da to vidimo res eno veliko možnost za prodajo tega kvalitetnega slovenskega blaga. Opozoril bi še na eno zadevo, sprememba zakona o javnem naročanju, imamo novi zakon, je dober zakon, dolga leta smo se za to borili in pogajali, tako da zdaj ta zakon omogoča torej, da odgovorni za nabavo v javnih zavodih v čim večji meri kupujejo slovensko blago, vendar je pa potrebno tu še veliko angažiranja vas samih, spoštovani predsedniki, direktorji, da vzpostavite osebne kontakte s temi, ki naročajo. Če zakon dopušča, to še ne pomeni, da bo zdaj odgovorni v nekem javnem zavodu avtomatsko to naročil. Kjer je potrebno, lahko tudi pridemo zraven, pomagamo dogovarjati in to se obrne 150 milijonov denarja za to hrano v javnih zavodih v celotnem slovenskem prostoru. Še eno zadevo, da opozorim, sadje zelenjava, področje zelenjave, velika prilika za manjše kmetije, že na nekaj hektarjih lahko postavimo delovno mesto, jutri imamo tukaj okroglo mizo, ki se nanaša na kako odpirati nova delovna mesta na podeželju, ravno zelenjava je velika prilika. Mi imamo zdaj celo verigo pokrito, torej sporazume z velikimi trgovci, ki so pripravljeni vse odkupiti, kar imamo. Zadruge, ki organizirajo proizvodno. Zbornico in svetovalno službo, ki zna kmetu svetovati. In vsi moramo kmete poskušati prepričati, da v te dejavnosti tudi čim bolj gredo, tam pač, kjer ni možnost za neke druge zadeve. Seveda, truditi se moramo, da ohranjamo kmetijska zemljišča za pridelavo hrane, to mislim, da naš minister in pa ministrstvo vsa leta se močno prizadeva. Mogoče še, kar se lesa tiče, smo zadruga seveda tudi pomembno odkupovalec, ko sem bil zdaj po zadruga, sem videl, da ste močno povečali odkup lesa. Žalostno je seveda to, da mi sami nimamo predelovalne industrije, to mi je škoda, ampak gledajte, stanje je takšno, kot je. Bo mogoče samo spomnil, v 90-ih letih, ko je bila privatizacija, smo v mnogih primerih zadruge želeli, da bi privatizirali kakšne, torej zadružno olastnili kakšne obrate. Ni bilo nobene možnosti. Večina teh obratov je propadlo. Na drugi strani pa dam za zgled en obrat, naša zadruga Sora Žiri, ki je z malega obrata začela, danes je pa ena najboljših lesnih obratov v Sloveniji, poznana tudi po tujini, v zadružni lasti. Kot en lep primer, kaj pomeni zadružno lastništvo. Mogoče še glede banke, nisem še nič rekel,
Vse poznate, smo uspešno dokapitalizirali, ostaja v slovenski lasti, velike napore smo vložili v to, vidimo, da vse ostale banke v glavnem so bile lastniki razlaščeni zaradi slabega delovanja, veliko davkoplačevalskega denarja smo dali v te banke, prodane bodo tujcem v glavnem, mi vztrajamo, da je naša deželna banka ostane slovenska, saj je izjemno pomembna razvoj kmetijstva podeželja za naše kmete, za naše zadruge. Skratka, da zaključim, mislim, da smo v teh letih spostavili en močan zadružni sistem od zadrug na terenu do zadružnega sistema na vrhu, nekako zadružna zveza, kapitalska zadruga, deželna banka, seminarna, tudi najpomembnejši kmetijski medij, kmečki glas na koncu konca sodi v ta sistem, bolj da je tukaj, kot da bi bil v nekih tujih rokah, tako da imamo podlago, da lahko v prihodnosti marsikaj skupno opravimo, je pa vse odvisno od nas. To je pač zadruga je prostovoljno združenje, torej kmet v zadrugi sodeluje ali ne, isto je članstvo zadrug v zadružni zvezi. Nihče ne more in ne želi nikogar v nič prisiliti. Imamo dobre projekte, dali jih bomo na mizo in se priporočamo res za dobro sodelovanje. Hvala lepa vsem. Petru Vrisku se zahvaljujem za podane besede. Besedi sedaj najprej vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Mitja Brevarja. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni predsednik Zadružne zveze Slovenije in državni svetnik gospod Peter Vrisk, spoštovani visoki gostje, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magister Dejan Židan, prav tako lep pozdrav ministru Zdravku Počivalšku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, prav tako lep pozdrav državnemu svetniku in predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice gospodu Cvetku Zupančiču, lep pozdrav tudi poslancem državnega zbora, državnim svetnikom, spoštovanim referentom, gostom iz tujine in domovine, predvsem pa vsem lep pozdrav. Dovolite mi, da tudi v letošnjem letu pozdravim vaše srečanje v svojem osebnem in pa v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta, ki v pomembnem delu odraža interese, želje in zahteve našega kmetijstva. Posebej me veseli, da ste v Državnem svetu neposredno zastopani tudi zadružniki. Predsednik Zadružne zveze, gospod Peter Vrisk, je kot vodja interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev tesno in kontinuirano vpet v delo Državnega sveta ter dejavno prispeva k oblikovanju stališč Državnega sveta do predlogov zakonodaje, ki jih pripravljajo vlada oziroma resorna ministrstva. Dosedanje izkušnje iz delovanja Državnega sveta kažejo, da so pripombe, ki jih na vsebino zakonov podajo državni svetniki kvalitetni in koristni, prav zaradi tega, ker jih podajajo ljudje iz neposredne prakse, kot je v primeru državnega svetnika in predsednika uprave gospoda Petra Vriska. Kar zadeva zadružne zveze, je pomembno, da država ustvarja osnovno okolje, ki omogoča zadrugam pogoje za dobro organizirane in kadrovsko usposobljene zadruge, ki lahko kmetu zagotovijo čim boljšo podporo. Zadruge so že sedaj marsikje po državi nosilke lokalnega razvoja. V globaliziranem svetu so izzivi za sektor kmetijstva veliki in zahtevajo predvsem nove pristope. Za Slovenijo je pomembno, da sledimo usmeritvam trajnostnega razvoja, prehranske samooskrbe in prehranske varnosti, kar je zagotovo lahko pomemben izziv tudi za zadružnike. V Državnem svetu se seveda v skladu s pristojnostmi, ki jih v zakonodajnem postopku imamo, trudimo prispevati k čim bolj kvalitetni zakonodaji. Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev in Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v zadnjem obdobju podali kar nekaj mnenj in pripomb na predlagano zakonodajo, ki se nanaša na področje kmetijstva in zadružništva. Dovolite, da se jih samo nekaj dotaknem. Državni svet so veliko pozornosti namenili vprašanju zdrave hrane
in problemu samooskrbe v povezavi z gospodarskim in trgovinskimi sporazumi med EU in ZDA, ki odpirajo veliko dvomov glede varnosti prehrane, ki bo prišla na naš trg. Po svetu o gozdu in lesu, ki so jih pripravili Državni svet skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, je bilo zadružništvo izpostavljeno kot primeren poslovni model v okoliščinah naše specifične situacije, ko je lastništvo zasebnih gozdov izjemno razdrobljeno. Za zagotovitev trajne dobave lesa iz zasebnih gozdov bi kazalo spodbuditi proces povezovanja lastnikov gozdov za potrebe in prodaje lesa v okviru že obstoječih ter novih zadrug, ki so trenutno ene od najpomembnejših odkupovalcev lesa. V zvezi s spremembami zakona o kmetijskih zemljiščih svetniki že dlje časa izpostavljajo ureditev odškodninske odgovornosti na kmetijskih zemljiščih. Državni svetniki so v nenehnem stiku s civilno družbo, torej z vami. Od tod tudi pobuda za spremembo veljavne zakonodaje na področju problematike povezane s škodo, ki nastaja na območjih pojavljanja velikih zveri v Sloveniji. Državni svetniki so predlagali, da bi v postopek sprejemanja odločitev o ravnanju z divjimi zvermi na državni ravni k večji meri vključili predstavnike vseh občin ter upoštevali finančno nadomestilo za oškodovance. Spoštovane zadružnice in zadružniki, dragi prijatelji, dovolite mi seveda, da vas tako naslovim, kajti vsako leto se nekako srečam tukaj z vami, zato se nekako čutim že del vaše zgodbe, vaših uspehov. Seveda z željo, da bi letošnji strokovni posvet odprl prostor odličnim novim idejam ter v ustvarjalnem ozračju prispeval poti, priložnosti in možnosti zadružnega delovanja. Zadružni zvezi in vsej kmetijski stroki želim tudi v bodoče veliko uspešnih projektov ter zavzetosti pri delu. Ob tem pa bi želel vodstvu in predvsem predsedniku Zadružne zveze gospodu Petru Vrisku čestitati za vse dosedanje uspešno delo in mu želim še veliko novih in inovativnih idej pri razvoju zadružne dejavnosti ter da bi še naprej uresničevali cilje ohranjanja in razvoja slovenskega podeželja ter zadružništva. Hvala lepa in uspešno v prihodnje. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše izrečene besede. Sledi kratek glasbeni predah v izvedbi vokalne skupine Inspiritu, ki deluje vse od leta 2006. Vokalna skupina Inspiritu raziskuje slovensko glasbeno dediščino, predvsem njene skrite dele, prepeva raznolike žanre in žanje uspehe, tako doma kot na tuje. Ljubim silo tvoje puže, po njej moj brzer si, čutim tiste drobne mravlje, ti si še jo pa ti ljubim, toplo svit jezika, ki mi nižno Spit živim, ljubim.
Hvala izvajalcem za glasbeno točko. Zdaj na oder vabim gospoda Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, da nam govori z zbrano občinstvom. Prosim, gospod minister. Spoštovani predsednik Državnega sveta, kolega minister, predsednik Zadružne zveze, spoštovani gostje, zadružnice in zadružniki. Dovolite, da najprej opravičim predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki se zaradi obveznosti povezanih z zasedanjem Evropske komisije, ki se zaradi tega ne more udeležiti vašega posveta in me je zaprosil, da vam tukaj preberem nekaj njegovih misli povezanih z zadružništvom. Spoštovane zadružnice in zadružniki, cenjeni visoki in drugi gostje. Žal vas danes ob 43. letnem posvetu Zadružne zveze Slovenije ne morem osebno nagovoriti. Kljub temu vam želim sporočiti nekaj svojih misli. Najprej naj ponovno izrazim svoje priznanje in spoštovanje vašem delovanju, ki ga ima zdaj v Sloveniji že več kot 140-letno tradicijo. V delovanju zadružništva vidim veliko pozitivnih vidikov za našo družbo. Narava vašega delovanja omogoča zadružništvu precejšnjo stabilnost in odpornost, kar se še posebej kaže v času gospodarskih kriz. Vaša prilagodljivost in zavezanost vrednotam poštenja, odprtosti ter socialne in širše odgovornosti pa vnaša v gospodarstvo in širšo družbo pozitiven duh. Ob tem, ko sta najmočnejša sektorja stebra zadružništva, kmetijstvo in gozdarstvo, se sodobno dojemanje zadrug vedno bolj izraža tudi skozi vrsto drugih sektorjev in poslovnih modelov, ki ponujajo perspektivno alternativo tako imenovanem klasičnim gospodarskim oblikam. Prav to je tudi priložnost za mlade, ki lahko skozi model zadružništva, naprimer skozi mladinske zadruge, izkažejo svojo inovativnost ter pripravljenost za tovrstno aktivno vlogo v skupnosti. Vlada se je odločila, da kot eno pomembnejših področij opredeli prav področje zadružništva, socialnega podjetništva in ekonomske demokracije. Eden pomembnejših vidikov te usmeritve je spodbujanje nastajanja in delovanja zadrug, ki pomenijo hkrati izziv in odgovor na potrebe sodobnega poslovanja. Vladna projektna skupina za zadružništvo vlaga napore v smeri oblikovanja predlogov za spremembo zakonodaje na področju zadružništva. To bo omogočilo razvoj različnih vrst zadrug glede na njihove ustanovitelje oziroma deležnike. S tem se bomo približali drugim evropskim državam, ki imajo tovrstne poslovne modele že dobro razvite. Poleg tega bomo spodbudili poslovanje zadrug v mednarodnem poslovnem okolju, denimo v obliki evropskih zadrug kjerkoli na področju Evropske unije. Nenazadnje bomo v okviru omenjenega projekta v ustrezni meri spodbujali tudi socialno podjetništvo. V tem pogledu bomo izvajali ukrepe, ki bodo omogočili enakovreden položaj zadrug in njihovega podpornega okolja, ter ob tem tudi možnost, da zadruge pridobijo finančne in nefinančne oblike pomoči v okviru operativnega programa Evropske kohezijske politike. Danes se v zadrugah govori vedno več, kar kaže, da se družbeni odnos do zadružništva obrača v pravo smer. Poleg kmetijskih in gozdarskih zadrug se ustanavljajo zadruge tudi na drugih področjih, denimo na področju socialnega podjetništva ali turizma. Zadružna upravljavska lastninska oblika se uveljavlja na vseh področjih, pri čemer se z novimi zadrugami v slovensko družbo širijo že omenjene vrednote zadružništva. Med slednjimi naj dodatno omenim še samopomoč, enakost, enakopravnost in solidarnost. Spoštovane zadružnice in zadružniki, želim vam, da bi te vrednote ohranjali še naprej in s tem plemenitili ne le vašo dejavnost, pač pa tudi slovensko družbo kot celoto. Naša družba nosi v sebi veliko pozitivnih vrednot,
pri čemer pa smo v preteklih letih mnoge izmed njih zanemarili in zato padli v ekonomsko in socialno krizo. Zdaj moramo te vrednote potrpežljivo obujati in ponovno uveljaviti v naši družbi ter jih z lastnim zgledom prenesti na prihodnje generacije. Če namreč slovenske državljanke in državljani ne bomo dovolj pošteni, miroljubni, strpni, solidarni in delovni, se naša družba in država ne bosta mogli uspešno razvijati. Seveda pa potrebujemo ob tem tudi obširno mero domišljije in ustvarjalnosti, pa tudi poguma, ki nam bo pomagal premagovati neutemeljene strahove ter našo deželo in ljudi še naprej odpirati v svet. V teh dneh, ko želijo v Sloveniji nekateri migrantsko krizo izkoristiti za neutemeljeno netenje strahu, za spodbujanje k nestrpnosti in ksenofobiji ter celo k razdoru in sovraštvu, je zavest o naših temeljnih vrednotah še posebej pomembna. Če občutimo negotovost ali strah, se pogovarjajmo in skupaj iščimo odgovore na izzive tega časa. Toda ostanimo pri tem vedno znova ljudje, tako imenovani človek človeku človek. Kot morebiti že veste, na današnje srečanje z vami nisem mogel priti zaradi svoje udeležbe na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju, ker se je naše delo nepričakovano zavleklo. Prizadevam si, da bi skupaj z voditelji drugih držav za Slovenijo in Evropsko unijo našel ustrezno dolgoročno rešitev za izziv, ki ga danes v Evropi in svetu zastavlja migrantska kriza. Če ne bomo uspešno skupaj kos temu izzivu, se bo Evropska unija s postavljanjem notranjih meja in z napetimi medsebojnimi odnosi začela razkrajati, kar tudi Sloveniji onemogoča oziroma bo onemogočilo nadaljnji uspešni gospodarski razvoj ter Evropo pahnilo v nepredvidljivo politično situacijo. V takšni situaciji je lahko poleg človekovih pravic in drugih vrednot ogrožen tudi mir. Toda naj takoj dodam, da sem osebno prepričan, da bomo na ta izjemen izziv kmalu tudi vsi skupaj našli ustrezne odgovore. Slovenija v tem pogledu igra pomembno vlogo, saj se z velikim migrantskim tokom sooča že od konca lanskega septembra. Pri tem je naša drža vseskozi humanitarna, solidarna in evropska. Hkrati pa ves čas uspešno skrbimo tudi za varnost slovenskih državljanov. Kljub temu, da je od tedaj skozi našo državo prešlo že skoraj 500 milijona ljudi, nismo imeli varnostnih incidentov. Ob tem smo človečno poskrbeli za begunce in druge migrante ter hkrati zagotovili skoraj povsem nemoteno delovanje gospodarstva in drugih družbenih podsistemov. Naj zato svoj nagovor zaključim z dvojnim pozivom. Prvega namenjam vam in vas prosim, da še naprej uspešno razvijate zadružništvo ter s tem prispevate k uspešnosti našega gospodarstva in k širjenju skupnega in solidarnega delovanja. Drugi poziv pa je namenjen prav tako vam kot vsem drugim državljanom in vas vse skupaj prosim dvoje. Prvič, zaupajte državnim institucijam, ki skrbijo za vašo varnost in vam omogočajo vaše delovanje. Ter drugič, dostojanstveno zavrnite vsakršno spodbujanje k nestrpnosti, sovražnem govoru in razdoru v naši družbi. Slovenija naj bo dežela miru, strpnosti in trajnostnega razvoja. Izkažimo se s sodelovanjem, inventivnostjo in delom. To znamo, če le hočemo. In verjamem, da ste prav vi, zadružnice in zadružniki, med tistimi, ki svojo tradicijo, vrednotami in trdim delom dajete v tem pogledu odličen zgled. Srečno in hvala. Ampak dovolite mi, da kot gospodarski minister nekaj misli podam na današnjo temo tudi sam. Vlada je področje zadružništva, socialnega podjetništva in ekonomske demokracije opredelila kot eno od svojih prednostnih strateških projektov.
Ukrepi Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so tako usmerjeni v spremembo zakonodaje z namenom pospešitve nastanka različnih vrst zadrug ter v zagotavljanje finančnih virov, ki bodo zadrugam v podporo. V marcu in aprilu bomo objavili kar 4 razpise na tem področju, kjer bomo posebno pozornost namenili tudi mladinskim zadrugam, v katerih vidimo še poseben potencial. Najbližje objavi pa sta poleg tega shema za mikrokredite, za socialna podjetja in zadruge, ki bo objavljena že konec tega tedna. V prvem krogu bomo namreč razpisali 4 milijone evrov, v nadaljevanju do konca leta pa še 8 milijonov. Socialno podjetje pa bo lahko dobilo mikrokredit v višini do največ 25.000 evrov. Ker bodo morale zadruge v tem primeru pridobiti status socialnega podjetja, pozivam zadruge, ki želijo priti do mikrokreditov za socialna podjetja, da ta status tudi čim prej pridobijo. Hvala vam za potrpežljivost in želim vam še naprej uspešno delo. Hvala gospodu Zdravku Počivalšku za izrečene njegove besede in pa hvala lepa tudi za misli, katere nam je predstavil strani predsednika Vlade Republike Slovenije. Sedaj na oder vabim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospoda Dejana Židana. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage zadružnice, dragi zadružniki, dovolite, da vas pozdravim v imenu vseh prisotnih tukaj iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Moram povedati, da ko sem se vozil sem danes iz Murske Sobote, sem obujal spomine, ugibal, ali sem bil prvič uradno pri vas leta 2010 ali leta 2011, pa mislim, da to bilo leta 2011, in sem se odločil, da povsem iste stvari kot takrat ne bom povedal. Sem pa se vmes spraševal, a je zadružni sistem podoben stanju v letu 2010-2011, ali je podobno stanje, isti izzivi, enake težave tudi v letu 2016, ali so se kakšne stvari pa vmes tudi spremenile. Pa svoj pogled vmes vam tudi potem povem. Poglejte, spoštovane in spoštovani, za nami je obdobje leta 2014 in leta 2015, ki je bilo lažje obdobje, kakor bo po prognozah leto 2016. Zakaj to govorim? Zato, ker takrat smo načrtovali tudi v Sloveniji na področju kmetijstva, pa tudi prehrane, tudi gozdarstva in tudi ribištva rast, in v obeh letih je bila rast tudi realizirana. Čeprav je bilo stanje po sektorjih različno, bili so sektorji, kjer je bilo poslovanje in kmetovanje lažje, in so bili sektorji, kjer je bilo težje. Jaz sem vesel, ker smo imeli tako leta 2014 in leta 2015 eno največjih rasti v Evropski uniji, in seveda z vso potrebno zavzetostjo, kakor verjetno vsi tukaj, pa sedaj opazujemo leto 2016. Lansko leto je bilo nekaj pomembnih stvari. Verjetno se spominjate, da smo se v začetku leta pogovarjali, kaj narediti, da posečiti v davčno zakonodajo na ta način, da kmetje ne boste več obvezno vodili računovodstvo, ampak samo v primeru, če sami ocenite, da je to potrebno. In to nam je uspelo. Prav tako smo se vprašali, kaj je potrebno narediti, da nekatere kmetijske ukrepe izvzamemo iz dohodnine, in to nam je uspelo. Tukaj je bila zelo pomembna vloga Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ker je prišla z podpisi v državni zbor. Vesel sem, ker je tudi doseglo vse soglasje političnih strank, vendar delo na področju davčne zakonodaje s tem ni bilo končano. Letošnjo leto nas na področju davčne zakonodaje prav tako čakajo pomembne stvari. Najpomembnejša stvar, kakor jo jaz vidim, je prenova pavšala v kmetijstvu. Že več kot leto dni, oziroma skoraj leto dni, poteka strokovna razprava, kako zakon o katastarskem dohodku spremeniti na način, da bo bolj pravičen. Torej, da nekdo, ki prideluje v Primorju, na Gorenjskem ali v Podravju, da bodo kmetje izenačeni. To je prva stvar.
Druga stvar, ki jo seveda skušamo slediti, je, da bi uspeli v ta zakon dodati več dejavnosti. Namreč vsaka dejavnost, ki se lahko da dodatno v katastrski dohodek oziroma v kmečki pavšal, pomeni, da se zmanjša administrativno breme. Zakon bo, ki ga pripravlja Ministrstvo za finance, bo v nekem doglednem času ugledal luč sveta, tako da se bo začela javna obravnava. In jaz vas pozivam, da podobno, kakor smo bili lansko leto pozorni na drugo davčno zakonodajo, smo letos pozorni na to zakonodajo. Če bomo pametni, umni in delali takole, da bomo čim bolj primerljivi sosednjim državam, lahko za to spremembo slovenskemu kmetu marsikatero korist tudi naredimo. V tem trenutku do te točke se moram dotakniti, čeprav to ni tipična točka za kmetijsko ministrstvo, poteka znotraj Slovenije, podobno kot znotraj Avstrije in še nekaterih drugih evropskih držav, razprava o davčnih blagajnah. Razpravo o davčnih blagajnah je najbolj enostavno presečiti v kmetijstvu takole, da čim več kmetijskih dejavnosti dodamo v pavšal. Če nam to uspe, postane za stališča kmetijstva ta razprava v veliki meri nepotrebna. In zato vam predlagam, da ko bomo se pogovarjali o katasterskem dohodku, smo na to točko dvojno pozorni. Lansko leto smo naredili nekaj, kar mora postati tudi vodilo za naprej. Na primeru Haloz je posebna projektna skupina, ki jo je vodila naša državna sekretarka magister Tanja Strniša. Na primeru Haloz smo iskali ukrepe, kako pomagati kmetijam, ki jim je najtežje. In po dobrega pol leta dela je prišel nabor 10 ukrepov, ki pa ne bodo veljali samo za Haloze. To je 10 ukrepov, ki bodo veljali za vsa podobna področja, ker kmetije težko živijo po vsej Sloveniji. Za nas je to zelo dobra izkušnja zato, ker pri tej projektni nalogi so sodelovali ljudje, ki delajo na terenu. In moram reči, da je ta izkušnja takšna, ki kaže, da tudi pri nekaterih drugih pomembnih stvareh moramo kmetijsko načrtovanje spustiti na posamezne regije, vključiti pomembne ljudi, ki dosti vedo o kmetijstvu iz regij in potem bodo produkti verjetno še boljši. V letošnjem letu nas čaka nekaj pomembnih vprašanj. Eno bolj pomembnih vprašanj je zakonodaja z področja kmetijskih zemljišč. Dejstvo je, da se dosedanji sistem izteka. Izteka se ne samo zato, ker smo sami ugotovili, da ima pomanjkljivosti, ampak tudi zato, ker smo že dobili prva vprašanja iz Evrope, ki enostavno govorijo v smer, da ga bomo morali prenoviti. Tako da te dni ministrstvo naroča strokovno podlago, ki bo omogočila pregled najboljših praks v Evropski uniji, kako države skrbijo za kmetijska zemljišča, ali so zasebna, ali so državna, in ko skrbijo, mislim, tako, kar se tiče prodaje in nakupa ali najema. Takoj, ko bo ta skupina končala za svojim delom, bo potem neka širša skupina pripravila alternativne predloge sprememb zakonodaje z področja kmetijskih zemljišč. To bo eno bolj resnih vprašanj v Sloveniji, sam tudi verjamem, da bo predmet velike pozornosti, dosti argumentov se bo soočilo, ampak verjamem, da rezultat tega procesa bo za slovensko kmetijstvo dober. Naslednja stvar, ki jo bomo zagnali verjetno konec tega leta, je priprava novega strateškega dokumenta. V tem trenutku v Sloveniji živimo znotraj strategije, ki se imenuje Zagotovimo si hrano za jutri. To govorim zato, ker občasno se sliši, kakor da ne delamo po strategiji. Slovenija ima strategijo in to je strategija, to je verjetno eden redkih dokumentov, ki jih je Državni zbor sprejel leta 2011 soglasno, ki govori, kakšni so cilji in kakšni so ukrepi, da pridemo do stanja, kakršnega si želimo. Vendar ta strategija je nastajala mnogo let in strategija velja do leta 2020. Zato bo konec tega leta ali začetek naslednjega leta ponovno čas, da zaženemo ljudi, ki poznajo stroko, ljudi, ki živijo v praksi in tudi ljudi, ki enostavno razmišljajo o kmetijstvu, prehrani, gozdarstvu in ribištvu, da se prične pripravljati nov pogled, verjetno pogled za obdobje 2021, mogoče celo do leta 2030. In to bo ravno primeren trenutek, saj za nekaj meseci zamika se bo že potrebno pripravljati na novo kmetijsko obdobje 2021-2028.
V letošnjem letu samo kmetijsko ministrstvo je pozorno zlasti na krize, ki so v Sloveniji in okrog nas. V tem trenutku je največ tveganj na področju proizvodnje surovega mleka. Vi, ki prihajate iz zadružnega sistema, poznate. Proizvodnja surovega mleka je kritična v Evropski uniji že več kot leto dni. Ne gre samo za to, da pada cena. Gre tudi za to, da proizvodnja narašča. Zlasti hitro narašča zadnje 3 mesece. Potrošnja pa se zmanjšuje. Nekaterih klasičnih trgov, ki so kupovali evropske mlečne proizvode, ni na razpolago. Nekateri drugi trgi so se ohladili. In v tem trenutku marsikje po Evropi že imajo težave z nečim, kar ljudje mislijo, da je osnovna pravica. Kako prodati svoj proizvod? V tem trenutku v Sloveniji še nismo v takem stanju. Slovenske mlekarne, bodi si v lasti zadrug ali druge mlekarne, vse po vrsti obljubljajo, da bodo svoje pogodbene partnerje sledile. Obljubljajo do 10% večji odkup. Vendar to ne reši potencialnih težav, ki so pred nami. Potencialna težava je v tem, ker v tem trenutku v slovenskih mlekarnah konča 61,8% mleka surovega, ki se proda v Sloveniji. Ostalo mleko se izvozi. In marsikatera od izvoznih pogodb ne velja do konca tega leta. Torej, to je sedaj izjemno tveganje za slovenski prostor. In jaz vas dejansko prosim, tisti, ki ste nagovarjali slovenskega kmeta v preteklih letih, poslujte z nami, ker če poslujete z nami, boste z nami izvažali in imeli za cent ali 2 višjo odkupno ceno mleka, da ne boste sedaj pustili slovenskega kmeta na cedilu. Vi ste slovenskega kmeta oziroma vaši kolegi ste ga pred leti nagovorili, da izvaža. Sedaj, ko je kriza, imate pa do njega dolžnost. Kriza je evropska. Zato prihaja v Slovenijo v četrtek tudi francoski minister Stéphane Le Foll, ki na ravni Evropske unije sedaj vodi neke vrste projekt, kako z novimi ukrepi pomagati kmetijstvu. V ponedeljek je sklicana izredna seja kmetijskih ministrov v Bruslju. Jaz sem vesel, da je Stéphane Le Foll ocenil, da smo ena redkih držav, s katerimi se pride posvetovati, in upam, da bomo takrat sprejeli tudi konkretne ukrepe za pomoč evropskemu kmetijstvu. Slovenija je tu zelo proaktivna. Sodelujemo z ostalimi državami. Zelo sem vam hvaležen tudi za vse spodbude, ki pridejo od vas, mi jih upoštevamo in jih skušamo znotraj prijateljskih držav uveljaviti na Evropski uniji. In na tem področju nas čaka še mnogo dela. Naslednja stvar. Poglejte, spoštovane in spoštovani, sam izjemno spoštujem zadružni sistem. Zadružni sistem spada v skupino podjetij, ki jim nekje v Evropi rečejo družbeno odgovorna podjetja. Družbeno odgovorno gospodarstvo. To ni tisti tip gospodarstva, ki ima samo en cilj. Kako na kratki rok narediti čim večji dobiček, ki ostane lastnikom, ki mi potem vse eno, ali proizvodnja ostane, ali delavci obdržijo delo, ali dobavitelji obdržijo svojega kupca. Zadružni sistem kot družbeno odgovorni sistem deluje drugače, deluje dolgoročno. Zagotavlja odkup. Marsikje zagotavlja tudi naročeno proizvodnjo in zagotavlja čim bolj varna delovna mesta. Generalno velja tudi v Evropski uniji, da takrat, ko je kriza, se zadružni sistem izkaže kot bolj stabilni gospodarski sistem. To je v sedanjem času, v letošnjem letu, ko bo pred nami mnogo izzivov, na katere v tem trenutku ni vseh odgovorov, izjemno pomembno. In tukaj dovolite, da še enkrat ponovim pobudo, ki pa sem jo ponovil in povedal tudi v prejšnjih letih. Dokazljivo je, če imate združene nabave kmetijskega repromateriala, če imate združeno prodajo kmetijskih proizvodov, to je matematično dokazljivo,
To je izkustveno iz ostalih držav dokazljivo. Da je potem kmetu lažje. Zato, ker dobi nekaj cenejši kmetijski repromaterial. In zato, ker dobi mogoče nekaj višjo prodajno ceno. Ampak, ko se to da na vso populacijo kmetov v Sloveniji, nekateri govorijo o nekaj milijonih, nekateri govorijo o nekaj 10 milijonih. Ker se letos tveganja pričakujejo, je mogoče ravno primeren čas, da se na tem področju naredi korak naprej. Nihče drug, razen vas, ki sedite v tej dvorani, ni zmožen narediti tega koraka naprej. To lahko naredite samo vi. Imate pa odgovornost. Imate pa odgovornost do svojih kmetov. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz verjamem, da v letošnjem letu bomo mnogo sodelovali. Že sedaj se zahvaljujem tako predsedniku, kakor vsem vam, ki delujete tako v svetu za kmetijstvo Republike Slovenije, ker se sprejemajo včasih težke odločitve. Včasih tam sedimo mnogo ur skupaj, zato ker se odločamo med slabo ali slabšo možnostjo. Ni vedno možnost imeti dobro ali slabo rešitev. Včasih je potrebno izbrati rešitev in včasih je to težka ali pa zelo težka rešitev. Vendar aktivno sodelujete. Torej, veselim se vašega sodelovanja tudi v letošnjem letu. V letošnjem letu bo velika potreba, da si prisluhnemo, da sodelujemo čim bolj enotno. In jaz verjamem, da čeprav sedaj v marcu opozarjam na tveganja, da če bomo delali umno, če bomo delali z roko v roki, bomo lahko konec leta ugotovili, da smo tudi ta tveganja, ki niso prvič v zgodovini slovenskega kmetijstva, tudi dobro premagali. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister, za vaš prispevek. S tem zaključujemo uvodni del posveta. Rad bi se še enkrat zahvalil vsem govornikom za izrečene misli. Tisti, ki bi želeli pozdraviti zbrano občinstvo, boste imeli priložnost za kratek pozdrav na začetku razprave. Po skladbi o košnji v izvedbi vokalne skupine in spiritu bo sledil kratek 15-minutni odmor, da boste lahko pred dvorano prevzeli slušalke, saj potem nadaljujemo posvet s predstavitvijo referata asistenta direktorja direktoratov C, D in E pri Generalnem direktoratu za razvoj kmetijstva, podeželja in podeželja v angleškem jeziku. Pa res prosim zbrane, samo 15 minut bo daljši čas za razpravo v nadaljevanju. Prosim, Spiritu. Zvečer pa sladko in cepit. Se je svojih svico pa šli kosit, zvečer pa sladko in cepit. Rožice Hvala lepa skupini in spiritu.
Sledi 15-minutni odmor za prevzem slušalk, potem pa nadaljujemo.